prvem delu želim komentirati novi zakon o Slovenskem državnem holdingu, ki ga je pripravila koalicija. V drugem delu te novinarske konference pa želim koaliciji sporočiti naše mnenje, to je mnenje Nove Slovenije, krščanskih demokratov, kaj bi morala biti pravzaprav prva prioriteta nove koalicijske pogodbe, ki se sedaj snuje. Pa morda, da dobimo en kontakt z preteklostjo, z letom 2012. Želim spomniti, zakaj je pravzaprav takratna vlada in takratna koalicija v letu 2012 se odločila za spremembo sistema upravljanja državnega premoženja. Ja, preprosto iz razloga, ker je bil sistem upravljanja državnega premoženja neustrezen in neučinkovit. Donosi so bili daleč pod pričakovanji in seveda so še tudi danes. Razpršen je bil med več upravljavci, od AUKN-ja, SODA, KADA, DSU-ja in več drugih institucij in kot rečeno, donosi iz tega premoženja niso bili zadovoljivi. Namen takratne ustanovitve Slovenskega državnega holdinga je bil združiti lastništvo in upravljanje državnih kapitalskih naložb v eni instituciji, v Slovenskem državnem holdingu, torej v gospodarski družbi, v holdingu, in na ta način doseči lažje, enotnejše, transparentnejše in predvsem bolj učinkovito upravljanje državnega premoženja. In zdaj k novemu zakonu o Slovenskem državnem holdingu, ki je decembra lansko leto v drugem poskusu le bil sprejet v državnem zboru, sprejet v obravnavo, namreč vemo vsi, da po prvem poskusu se to enostavno ni posrečilo, vsega je predsednik državnega zbora upravičeno zavrnil, zaradi tega, ker zakon ni imel vseh elementov, kot jih pač vsak predlog zakona mora vsebovati. Konkretno ni imel elementa, ki se mu reče finančne posledice sprejetja zakona. Pa še te so danes tako po naši oceni bolj za lase privlečene. Novi predlog zakona o Slovenskem državnem holdingu pa je konceptualno povsem drugačen od obstoječega, ki je torej sprejet, se pa ne izvaja. Ta vlada obstoječega zakona ne izvaja. Torej, govorimo o zakonu o Slovenskem državnem holdingu, ki je bil sprejet 28. decembra 2012. V tem novem konceptu, v tem novem zakonu o Slovenskem državnem holdingu je bistvo naslednje. Gre za strogo ločitev lastniške funkcije in funkcije upravljanja. In ko to ugotovimo v tem zakonu, potem vidimo, da pravzaprav to več ni holding. Gre za holding samo v naslovu tega zakona. Holding je po definiciji gospodarska družba, ki obvladuje druge gospodarske družbe zaradi svoje naložbe v njihov lastniški kapital. To je definicija, ki se jo o gospodarskih družbah pri predmetu gospodarske družbe, ali kakorkoli se mu že reče, učijo recimo v drugem letniku srednje ekonomske šole. In tu je velik problem in mi v Novi Sloveniji zelo problematiziramo takšno rešitev. V bistvu gre nazaj za nek AUKN, se pravi, ne gre za gospodarsko družbo, gre spet za neko agencijo, ampak tokrat je ta koalicija se odločila, da ohrani ime Slovenski državni holding. Se pravi, v zakonu ni Slovenskega državnega holdinga, zgolj v naslovu. In tu je naša prva in zelo ostra kritika. Če smo poslušali posvet, ki je bil leta 2012 v državnem svetu na temo upravljanja slovenskega državnega premoženja, je tam eden od univerzitetnih učiteljev prav tako poudaril, če holding nima lastnine, potem to ni holding. Se pravi, tukaj dejansko koalicija oziroma vlada, ki je v državni zbor
poslala ta zakon, pade pravzaprav pri definicijah osnovnih pojmov tega zakona. Po novem konceptu zakona ostajajo kapitalske naložbe v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Slovenskega državnega holdinga. Zakon vsebuje še nekatere druge rešitve, vseh se danes ne bom dotaknil. Bi pa opozoril še na naslednje. Zakon o Slovenskem državnem holdingu oziroma za zakon o Slovenskem državnem holdingu se ne uporabljajo določila zakona o javnih financah, to je za nas problematično, zakon o finančnih konglomeratih, prav tako za Slovenski državni holding ne velja zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski državni lasti. Ta zakon se bo uporabljal za Slovenski državni holding le še do sprejema politike prejemkov organov vodenja družb, ki jih upravlja Slovenski državni holding. Namreč nespodobno je, da menedžerske ekipe, ki upravljajo premoženje, ki je v državni lasti, to pomeni v lasti državljank in državljanov, da te imajo visoke mesečne plače. Ne nasprotujemo pa temu, da menedžerske ekipe dobivajo nagrade, ki pa so seveda v odvisnosti od poslovnih rezultatov družb, ki jih upravljajo. Naj navedem še nekaj zadev, ki nas v Novi Sloveniji motijo v tem novem zakonu o Slovenskem državnem holdingu. Vidi se, da so bili pri snovanju tega zakona prisotni različni lobiji. In sicer, zakaj to govorim? To govorim zato, ker Slovenski državni holding v bodoče ne bo pristojen za upravljanje kapitalskih naložb v Republiki Sloveniji v mednarodnih inštitucijah in tudi ne za upravljanje kapitalskih naložb v gospodarskih družbah, ki upravljajo javno gospodarsko družbo in, kaj je zelo pomembno, javno gospodarsko družbo za distribucijo sistemskega operaterja zemeljskega plina, električne energije, za organiziranje trga za oskrbo z električno energijo in za naložbe v družbo za upravljanje terjatev bank. Naprej, zakaj je za Slovenski državni holding po novem težko reči, da je gospodarska družba, torej gospodarska družba, o kateri, ki jo definira zakon o gospodarskih družbah. Gre še za 4 pomembne ugotovitve. Namreč, akti upravljanja naložb so strategija upravljanja naložb, ki jo sicer sprejme državni zbor, prvo v roku 3 mesecev po uveljavitvi zakona, letni načrt upravljanja naložb in politika upravljanja naložb ter kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki jih pripravi oziroma sprejme uprava Slovenskega državnega holdinga, soglasje k njej pa poda nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga. Če pogledamo in si izračunamo in naredimo projekcijo, kdaj bo pravzaprav zaživel Slovenski državni holding po tem novem zakonu o Slovenskem državnem holdingu, potem pravzaprav vidimo, da ob upoštevanju, da je potrebno sprejeti kar nekaj internih aktov, vidimo, da pravzaprav pademo najbrž v leto 2015, to pa je volilno leto in vemo vsi, da je pač volilno leto iracionalno leto in takrat se pravzaprav kaj bistvenega dosti ne dogaja. Mi problematiziramo tudi to, da v nasprotju z dosedaj veljavnim zakonom, ki ga je sprejela naša koalicija, po tem zakonu o Slovenskem državnem holdingu, da je dejansko opozicija povsem odrinjena. Opozicije preprosto tu ni, v nadzornem svetu opozicija nima svojega člana in to je problematično. Sploh pa je problematično tudi to, da so organi Slovenskega državnega holdinga skupščina, to je v redu, uprava, to je v redu, nadzorni svet je tudi v redu, potem pa še ekonomsko-socialni strokovni odbor, to pravzaprav nihče točno ne ve, kakšna bo njegova naloga,
Tako da ne vemo, kako bo sploh ta Slovenski državni holding sploh neka operativna gospodarska družba, ki bo upravljala z državnim premoženjem. In za zaključek samo še to, glede na to, da bomo, če bo ta zakon o Slovenskem državnem holdingu sprejet, bomo imeli Slovenski državni holding, bomo imeli še vedno SOD in bomo imeli KAD, kar pa seveda pomeni, da še zdaleč ne bo enotnega upravljanja z državnim premoženjem, kar pa je bil vse v času naše koalicije enotni, je bil cilj. Tudi danes bi to moral biti cilj, ampak zdaj vidimo, da temu ne bo tako. In nismo pesimisti, smo pa realisti in si mi od funkcioniranja tega novega Slovenskega državnega holdinga, ki bo upravljal z državnim premoženjem, pravzaprav ne obetamo nobenih donosov. Oziroma donosov, ki pa bodo seveda daleč pod pričakovanji. Še nekaj bi rad opozoril, potem res s tem zaključim. Namreč, če gledate proračunske dokumente za leto 2014 in 2015, potem ugotovite, da za funkcioniranje Slovenskega državnega holdinga oziroma njegovih organov pravzaprav ni proračunske postavke. Tako da ne vemo, kako se bo uprava financirala, kako se bodo prostori financirali in seveda tudi drugi organi. To zaenkrat ni jasno, bomo videli, ali bo vlada znala pojasniti in odgovoriti na ta naša vprašanja. No in sedaj, kot sem uvodoma povedal, še drugi del, ker pač razprave o novem zakonu o Slovenskem državnem holdingu sovpadajo z snovanjem nove koalicijske pogodbe, bi Nova Slovenija, krščanski demokrati želeli koaliciji jasno sporočiti, da bi moralo biti gospodarstvo in še enkrat gospodarstvo prva prioriteta koalicijske pogodbe. Morda celo edina prioriteta ob upoštevanju, da je Republika Slovenija članica Evropske unije in da pravna država mora delovati. Če ne bomo zagotovili, in to zelo hitro gospodarske rasti, potem preprosto tudi sanacija bank v pretežni državni lasti ne bo imela nobenega učinka, oziroma lahko si samo mislimo, da bodo v bankah nastajale nove luknje. Naloga vlade je in mora biti v tem trenutku, da Slovenijo takoj odpre za tuje investitorje. Slovenija je še vedno preveč, Slovenija je še vedno hermetično zaprta. To je nenazadnje tudi ugotovitev nedavnega 18. posveta slovenske diplomacije prejšnji teden na Brdu pri Kranju, kjer slovenski diplomati, v katerih Nova Slovenija vidi izjemen potencial Republike Slovenije in pravijo, da je interes za investiranje v Sloveniji, v tujih državah, ker pač mi imamo naša veleposlaništva, vendar, ko investitor pride v Slovenijo, enostavno naleti vsepovsod na zaprta vrata oziroma se dejansko zaleti v zid. In to je problem. Naj spomnim tukaj tudi na analizo, ki jo pravzaprav vsi poznamo in ta kaže za leto 2012, objavila jo je organizacija Peace Note in ta analiza kaže, da so tuja podjetja v Republiki Sloveniji približno za petino bolj uspešna kot podjetja v slovenski državni lasti. To je torej naše sporočilo vladni koaliciji, da je treba gospodarstvo dati prioriteto, odpreti Slovenijo za tuje investicije, doma enostavno denarja ni, analize, ki pa so jih kompetentne inštitucije delale pri potencialnih tujih investitorjih in tudi tistih, ki danes že imajo podjetja v Sloveniji, pa tudi kažejo, da sta dve
zelo pomembni oviri za tuje investitorje, to pa je davčna politika in seveda administrativne ovire. Torej, vse vemo, kar moramo napraviti, analize so jasne, so eksaktne, jaz samo pričakujem, da jih bo ta koalicija tudi upoštevala in sprejela radikalne ukrepe, res reformne ukrepe, samo s kozmetičnimi popravki zakonodaje ne pridemo nikamor in se nam slabo piše. Danes Slovenija potrebuje približno 60 tisoč novih delovnih mest, mi vemo, da se jih ne da ustvariti čez noč, gotovo pa je takšen sistem, kot je Slovenija, 2 milijona prebivalcev, z neko pametno politiko je možno upravljati bistveno boljše, kot to ta vlada dela danes, boljše za blaginjo vseh državljank in državljanov.